Odkritje elektrike nam je odprlo vrata do veliko novih naprav, vendar si danes življenja ne moremo predstavljati brez še enega pomembnega izuma, brez katerega bi morale biti vse naprave z žico povezane na električni vir – baterije. Razvoj se je začel na koncu 18. stoletja z italijanskima znanstvenikoma Galvanijem in Volto. Legenda pravi, da je Galvani med preučevanjem žabe s kovinskim orodjem podrgnil obživec na nogi, ob čemer je ta trznila. Volta je nato izvedel eksperiment, v katerem je v izmenjajočem zaporedju v stolp naložil plasti cinka in bakra, ločenima z blagom oziroma papirjem, namočenim v kemično raztopino. Ko cink oksidira, izloča elektrone, ki potujejo po vezju zunaj baterije proti bakru in se nato reducirajo v kemični raztopini med kovinama. Vendar take baterije omogočajo le enkratno uporabo. Zato so znanstveniki razvili polnilne baterije, v katerih je ta proces lahko reverzibilen. Dolgo so bile nikel-kadmijeve baterije edine primerne za uporabo v prenosnih napravah za komunikacijo in mobilno računalništvo. Danes pa se v vseh prenosnih napravah in tudi električnih avtomobilih uporabljajo litij-ionske baterije. Zakaj ravno litij-ionske baterije? Imajo visoko energijsko gostoto, med 250 in 730 Wh na liter prostornine, kar je v primerjavi s prej uporabljenimi nikel-kadmijevimi baterijami približno dvakrat več. Zato so lahko baterije do 3-krat lažje in do 6-krat manjše. Poleg tega razvoj še ni prišel do konca in imajo potencial za še višjo energijsko gostoto. Višja napetost. Ena celica ima običajno napetost 3,6 V. Baterije, osnovane na niklju, bi za isto napetost potrebovale že 3 1,2 voltne celice. Zaradi tega so primerne za vgradnjo v električna vozila, ki potrebujejo visoko napetost, baterije pa morajo biti čim manjše in lažje. Ostale prednosti, na primer lahko vzdrževanje in odsotnost spominskega efekta, pa bodo neštete v nadaljevanju videa. Slabosti. Potrebujejo dodatno zaščito, da tok in napetost ostaneta znotraj varnih mej. Ob pogosti uporabi se hitro starajo. So precej dražje od starejših polnilnih baterij, približno 40% v primerjavi z nikel-kadmijevimi. Omejitve pri transportu. Medtem ko transport baterij za osebno uporabo nima posebnih omejitev, pa so še posebej na letalih velike količine lahko omejene z zakoni. Kako delujejo? Tako kot vse vrste baterij, imajo tudi litij-ionske pozitivno in negativno elektrodo, imenovano katoda in anoda. Katoda je narejena iz litijeve kovine. Običajno je to litij-kobaltov oksid, v novejših baterijah pa litij-železov fosfat. Anoda pa je narejena iz ogljika, oziroma natančneje plastovitega grafita. Elektrika doseže elektrodi prek kovinskih plošč, narejenih iz aluminija na pozitivni in bakra na negativni strani. Ko je baterija napolnjena, se litijevi atomi nahajajo na anodi in tvorijo litijev ogljik. Ko baterijo vežemo na porabnika, se iz litijevih atomov iztrgajo elektroni in potujejo po daljši poti zunaj baterije proti katodi. S tem ustvarjajo električni tok in poganjajo naprave, ki so vezane na baterijo. Istočasno litijevi ioni, ki so sestavljeni iz 3 protonov in 2 elektronov, potujejo skozi elektrolit in separator proti katodi. Tukaj se združijo kobaltov dioksid, litijevi ioni in elektroni in skupaj zreagirajo v litij-kobaltov oksid. Med polnjenjem se proces obrne, zato lahko pri kemijskih reakcijah samo obrnemo puščice. Elektroliti so v splošnem kisline, baze in soli. Sestavljajo jih ioni v raztopini in so znani tudi kot ionske raztopine. Elektrolit je koncentriran, če je v njem visoka koncentracija ionov, in razredčen, če je ta nizka. Za najboljše delovanje baterije mora biti čim bolj čist,
vsebovati pa mora čim manj vode. To zagotovi tudi dolgo življenjsko dobo. Separator je plast med obema elektrodama in preprečuje notranji kratek stik. V njem so zelo majhne pore, skozi katere lahko potujejo drobni litijevi ioni, kar imenujemo mikroporeza. Polnjenje litij-ionskih baterij je sestavljeno iz dveh glavnih stopenj: stopnje konstantnega toka in naraščajoče napetosti in konstantne napetosti in padajočega toka. Ko tok pade pod 3% začetnega, je baterija napolnjena. Iz tega grafa lahko tudi vidimo, da povečevanje toka ne skrajša časa za popolno napolnjenje za toliko, kot bi morda pričakovali. Se res hitreje opravi prvo stopnjo, vendar na to traja dlje, da tok upade pod 3%. Je pa hitro polnjenje s povečevanjem toka učinkovito, če želimo baterijo čim hitreje napolniti na približno 70%. Staranje baterij. Ponavljajoči proces polnjenja in praznjenja baterije pomeni tudi stalne spremembe atomske strukture litija, kar skozi čas povzroča poškodbe na kristalni strukturi površine katode. Hitrost staranja je pri litij-ionskih baterijah odvisen predvsem od toka, s katerim polnimo baterijo. Večji kot je tok, hitrejše je staranje. Tudi hitro polnjenje ima podoben učinek kot visok tok. K staranju pa pripomore tudi uporaba naprave med polnjenjem, saj to povzroča spremembe napetosti v bateriji, kar lahko zmoti proces polnjenja. Pred približno 10 leti so litij-ionske baterije zdržale približno 300 ciklov, kar pomeni, da uporabnik po tem številu ciklov lahko že opazi upad kapacitete in ne, da takrat baterija sploh ne deluje več. Po letu 2009 pa so v naprave začeli vgrajevati baterije, ki zdržijo približno 1000 ciklov. V primerjavi z nikelkovinsko-hidridnimi baterijami so litij-ionske baterije precej vzdržljive. Saj nikljevim začne padati kapaciteta že po 300 ciklih, po 1200 pa imajo le še polovico kapacitete. Poveča se jim tudi notranja pornost in samo izpraznjenje. Pri litij-ionskih baterijah naj do tega ne bi prihajalo, ker je tehnologija proizvodnje elektrolita že toliko napredovala. Precej bolj zdržljive od obeh pa so nikelkadmijeve, saj jim kapaciteta ne začne opazno upadati tudi po več kot 2000 ciklih. Težava s to vrsto baterij pa je, da imajo spominski efekt. To pomeni, da če baterije ne izpraznimo popolnoma, preden jo ponovno napolnimo, bo začela delovati z nižjo kapaciteto, kot bi si zapomnila, da uporabljamo le del kapacitete. Pri litij-ionskih baterijah tega efekta ni, oziroma je zelo majhen, kot to dokazujejo zadnje raziskave. Prednost litij-ionskih baterij je tudi v tem, da en cikel pomeni, da uporabimo 100% kapacitete baterije. Ni pa nujno, da to opravimo po enem samem polnjenju, kot je to značilno za druge tipe polnilnih baterij. Lahko, na primer, prvi dan uporabimo 75% baterije, jo napolnimo, naslednji dan uporabimo 25% in jo zvečer ponovno popolnoma napolnimo. Vendar bosta ta dva dneva kljub dvokratnemu polnjenju še vedno predstavljala en sam cikel. Samo izpraznjenje. Tudi če baterija ni priključena na uporabnika energije, se bo vseeno počasi praznila. Hitrost takega praznjenja je odvisna predvsem od temperature okolice, v kateri hranimo baterijo. V enem mesecu se pri 21 stopinjah Celzija izprazni 8%, pri 40 15% in pri 60 31% baterije. Potencialne nevarnosti. Nevarnosti litij-ionskih baterij so predvsem posledica nepravilnega ravnanja. Če baterijo mehansko poškodujemo, lahko koroziven elektrolit izteče iz baterije, lahko pa pride tudi do notranjega kratkega stika. Ta povzroči zelo hitro segrevanje, saj se litij-ionske baterije pri višjih temperaturah segrevajo še hitreje. V bateriji se zato lahko poviša tlak in baterija eksplodira. V baterijah, sestavljenih iz več celic, lahko zaradi prenosa toplote na sosednje celice pride do verižne reakcije. Nevarnost predstavlja tudi prenapolnjenje,
saj ob previsoki napetosti katoda začne oksidirati, zaradi česar oddaja ogljikov dioksid znotraj celice. Ta lahko zdrži tlak približno 3500 kPa. Ko pa preseže to vrednost, baterija eksplodira. Zato je v baterijo vgrajena naprava, ki prekine tok že pri dobrih 1000 kPa. Prihodnost baterij. V prihodnosti bodo morda v naših napravah baterije z zlatimi nanožicami, ki se ne bodo obrabile tudi po več 100 000 ciklih. Ali magnezijeve, ki bodo imele še višjo energijsko gostoto in ne bodo potrebovale dodatne zaščite, zaradi česar bodo naprave cenejše. Ali baterije iz grafita, ki bodo električnim avtomobilom omogočile doseg prek 800 km. Morda pa bodo baterije v prenosnih napravah zamenjale nove gorivne celice, ki bodo ponovno omogočile polnjenje mobilnih telefonov le enkrat na teden.